Torej, dr. Bejovič, ali morda lahko poveste, kaj včerajšnja odločitev posvetovalne skupine za cepljenje na NIJZ-ju pomeni zdaj za uporabo cepiva AstraZeneca? Pomeni, da se ga lahko uporablja pri vseh starostnih skupinah, tako kot je odobreno strani Evropske agencije za zdravila, se pravi nad 18 let, in po seveda prioritetah, ki so bile že sprejete v slovenski strategiji cepljenja. Zdaj, ali to kakorkoli spreminja to strategijo v smislu, zdaj do konca aprila naj bi se cepilo tiste, ki so starejši od 60 let, ali boste zdaj kaj spremenili, da boste omogočili, da bi se za AstraZeneca lahko že začelo cepiti tudi mlajše? Kot sem obveščena z NIJZ, so bile v tem času cepljene pravzaprav že vse osebe starejše od 60 let, ki so za to izrazile interes. Tako da ni več razloga, da je strategija omejena sedaj na ljudi, ki so starejši od 60 let, ampak se lahko postopno odpirajo prioritete, kot so navedene po vrsti. Kaj pa to pomeni zdaj? AstraZeneca tudi nima več te omejitve za starost navzgor. Rekli ste, so bile cepljene, torej vse osebe po vsej državi nad 60 let, ki so izrazili interes za cepljenje. Tako je, tako. Pa se vam zdi pomembno ali potrebno, da bi recimo zdravstveni domovi, kot je danes pozval sekretar na Ministrstvu za zdravje, sami klicali starejše od 60 let, ker verjetno ta odstotek željen ni precepljen, ne samo tisti, ki so izrazili interes. Gre za tiste, ki so izrazili željo, in prav gotovo bi bilo smiselno, da bi tudi osebni zdravniki kontaktirali svoje opredeljene osebe, ker tak način komunikacije z osebnim zdravnikom je seveda zelo primeren. Skratka, bolnik ve, kaj vprašati, zaupa svojemu osebnemu zdravniku, na ta način bo dobil prave informacije in se bo odločil za cepljenje v večji meri, kot če je samo klican s pomočjo telefona na kakšen tak način. Pa so bili zdaj zdravstveni domovi že obveščeni o tej novi usmeritvi, nekako državni sekretar na Ministrstvu za zdravje danes še dopoldne na tej novinarski konferenci vladni rekel, zdaj do konca aprila se cepi tiste nad 60, ni še imel te novi. Torej, tisto, o čemer vam jaz lahko povem, je samo priporočilo, ki ga je sprejela posvetovalna skupina na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, tako da kako bo to šlo naprej, kako bo šlo s to strategijo, odredbami ministrstva in podobno, s tem jaz nisem seznanjena. Mogoče bi še to vprašala, se bojite mogoče, da bo cepivo ostajalo, glede na to, da je to zanimanje za cepljenje z AstraZeneca po tem vseh presojanjih kar upada, ne? Ja, seveda, do neke mere upada, ampak še vedno je kar nekaj ljudi, ki bi se želeli cepiti, in jaz mislim, da bo na ta način, ko bo dostopnost bolj odprta, pač še vedno po prioritetah, možno cepiti več ljudi, da bo več interesa in da do cepivo ne bo ostajalo. Je pa zelo nenavadno, da ostaja v času, ko je bilo namenjeno za starostno skupino, pri kateri res ni tveganja za hude neželene dogodke, torej starejše od 60 let, in pri katerih je nevarnost bolezni COVID-19 zelo, zelo velika. To je starostna skupina, v kateri je cepivo, torej nevarnost cepiva minimalna v primerjavi z nevarnostjo bolezni. V zadnjem tednu, 10 dneh so pravzaprav vsi umrli za COVID-19, približno 50 ljudi v Sloveniji bili, razen posamezne izjeme, mislim, da sam enega pacienta starejši od 60 let. Tudi morda za tiste, ki čakajo še na drugi odmerek, pa so denimo mlajši, ker se je cepilo po prioritetnih skupinah, ne vem, zaposlene v policiji, vojski in tako naprej. Če imajo morda kakšen pomislek, vsi stranski učinki so bili, kot vemo, verjetno po prvi dozi, ne? Večina njih. Torej ja, zato ker naslednje doze še ni bilo, tako da v večini držav je bilo danih malo drugih odmerkov, o tem ne moramo nič reči, ampak glede na vse navedeno in glede na tudi mnenje Evropske agencije za zdravila, ostajamo pri tem, kar je že določeno, torej cepljenje tudi z drugim odmerkom, z istim cepivom. Torej, če sprav razumemo potem, zdaj, če cepivo AstraZeneca ostaja in so precepljeni tisti, ki so se prijavili in so starejši od 60 let, ne bi se začelo cepiti tudi mlajše. To bi bilo smiselno. Strategijo mora pa zdaj potrditi vlada potem, gre za spremembo. Seveda. Ali zdravstveni domovi potem, je to zdaj neka pravna praznina, mislim, lahko cepijo ali treba čakati na to, da vlada sprejme novo strategijo? Na to vam jaz ne znam odgovoriti, to se pa zanimite, lepo prosim, na Ministrstvu za zdravje. Mogoče
še, upam, da niste že govorili, se pravičujem, mi smo malo zamudili glede cepiva Johnson. Je zdaj uvrščeno strategijo, bo pač se z njim cepilo tako kot z ostalimi cepivi ali so kakšne posebnosti? Ne, nobenih posebnosti. Cepiva so glede na vse navedeno, vse raziskave izenačena. Tudi pri ljudeh, ki so imunsko oslabeli, pravzaprav prihajajo enako upoštev vsa zdravila. Ne bi bilo ne etično, ne strokovno utemeljeno, da bi jih prioritizirali posamezna cepiva za posamezne skupine ljudi. Razen seveda, če izrecno ne gre za alergijo na cepivo ali sestavine konkretnega posameznega cepiva. Pa samo še to bi vas še enkrat, ker smo ta prvi del zamudili, če lahko še samo še enkrat ponovite, zakaj je bila ta odločitev pri AstraZeneki, ker kolegica vaša Logarjeva je včeraj nekako namignila, da bi lahko se pač umaknili pri mlajših po vzoru drugih držav, zakaj ste se vseeno odločili, da se pač cepi za AstraZeneko vse nad 18 let. Torej, cepi se vse. To seveda ne pomeni, ker tudi druge države v bistvu niso umaknile, da sploh ne cepijo mlajših, ampak gre za priporočilo. Različna je dikcija od ene do druge države, ampak gre za priporočilo. Tudi pri nas je treba povedati, da je res smiselno, da se za tem cepivom cepijo starejši od 60 let. Ravno tako. Ampak cepljenje je prostovoljno, v bistvu vsak posameznik se odloči, ali se bo cepil ali ne, in s tem v bistvu, če bi omejili na 60 let, ne bi naredili nobene posebne razlike, gre pač samo za konkretno informacijo, da je pri starejših od 60 let teh dogodkov, ki se jih bojimo, ki so izjemno redki, res malo, posamezni oziroma celo nobeden nad določeno starostjo. Jaz pa vprašala sem še za kolegico za Svet na kanalu A, da naprimer zdaj, ko je cepivo AstraZeneca namenjeno vsem, lahko naprimer nek zdravstveni dom, če ima recimo le polovico prijavljenih kroničnih bolnikov, druga polovica pa recimo, da se noče cepiti, gre lahko zdravstveni dom zdaj naprej po cepilni strategiji ali mora čakati, da se še ta druga polovica prijavi? Torej, jaz mislim, da gre lahko naprej po cepilni strategiji. Ker če se nekdo ni prijavil na cepljenje v tem času, potem verjetno ne želi biti cepljen, kar seveda še enkrat povem, je res zelo nesmiselno in nevarno. Hvala. Hvala vam.